Divače išče strateškega partnerja. Sanin Jašar protestira tudi danes. Občine brez pomoči za sanacijo po poplavah. Nadaljevanje sojenja protestnikom. Dober večer. Uspeh prisilne poravnave v tovarni kemičnih izdelkov Pinus iz Rač, ki jo je sodišče potrdilo decembra lani, bo odvisen tudi od dogovora z bankami o reprogramu kreditov, je potrdilo vodstvo. Te so prijavile za 34 milijonov evrov terjatev, največji upnici pa sta NLB in Nova KBM. V podjetju pa dolgoročnega obstanka brez pridobitve strateškega partnerja, ki bi prenovil proizvodnjo, ne vidijo. V Pinusu nameravajo v prihodnjih 4 letih navadnim upnikom izplačati polovico terjatev oziroma dobre 4 milijone evrov. Lansko poslovanje ni doseglo pričakovanj. Letos so končali z milijon evri izgube. Kljub temu na račun nekaterih dogovorjenih poslov s tujimi partnerji v prihodnost zrejo z optimizmom. Letos smo naredili nekje, sicer še zaključka nimamo, nekje okoli 5 milijonov. Naslednjem letu želimo narediti skoraj 9 milijonov realizirane prodaje. In to bi nam zagotavljalo, nekako pozitivno bilanco tudi v naslednjih letih. Da jim bo to tudi uspelo, bo ključen dogovor z bankami o reprogramu posojil. Te so prijavile za 34 milijonov evrov terjatev, glavnino NLB in Nova KBM. Smo nekako v fazi zaključnega pogovora tudi z NLB in NKBM. Jaz mislim, da se bo zaključilo tam do konca februarja. To pomeni, da bomo v tem letu večino delali na obrestih in nekaj manj na glavnici, v naslednjih letih pa več na glavnici in manj potem seveda na obrestih. Kljub temu pa bodo za uspešno poslovanje v prihodnjih letih nujne tudi investicije. Te pa brez novega strateškega partnerja ne bodo mogoče. Za prenovo proizvodnje bi potrebovali najmanj 5 milijonov evrov. So vsi pač gledali, ali bo Pinus prišel skozi prisilno poravnavo in ali bo zopet delovalo kot normalno podjetje. Zdaj tako daleč smo, ampak jaz mislim, da bodo ti pogovori trajali najmanj leto do 2. Potem, ko so lani prekinili pogodbe s 30 zaposlenimi, v podjetju ostaja nekaj manj kot 80 delavcev. Nadaljnjega odpuščanja letos naj ne bi bilo. Le če jim ne bi uspelo pravočasno zagnati proizvodnje sredstev za zaščito rastlin, bi se morali odpovedati še 10 delavcem. Le še danes stečajni upravitelj Preventa Globala Boris Kastivnik zbira ponudbe za nakup aerodroma Maribor. Po več neuspelih dražbah, na katerih kupca za 100-odstotni delež mariborskega letališča ni bilo, so se odločili za zbiranje nezavezujočih ponudb. Ali je doslej kakšna prispela, Kastivnik noče izdati do polnoči, ko se uradno izteče rok. Znano pa je, da med morebitnimi kupci ni mariborske mestne občine, ki v osnutku letošnjega proračuna za ta namen nima rezerviranega denarja, čeprav se je pred časom omenjala kot možen kupec. Potem, ko so včeraj aktivista Sanina Jašarja policisti pospremili iz mariborske upravne enote in mu po pridržanju naložili 375 evrov kazni, se je danes zjutraj vnovič odpravil v občinsko stavbo, tokrat nadstropje nižje. Vse dopoldne je tako preživel na hodniku pred pisarnami občinskih veljakov, saj skuša s tem doseči odstop mariborskega mestnega sveta. Sanin Jašar je tako danes zjutraj nekaj minut čez 8 ponovno prišel na mariborsko občino. Tokrat je zasedal stol nedaleč od vrat vršilca dolžnosti župana Milana Mikla, odločen, da vztraja kljub kaznim. Enostavno Maribor rabi nov svež veter in dovolj je teh vseh. Zato tudi ni sprejel Miklovega povabila na kavo. Želel sem ga pozdraviti, mu izročiti roko, je odklonil. Bil sem pripravljen tudi, da ga povabim na eno kavo. In to je to, grem dalje, ker me čaka ogromno dela. Hvala. Med drugim naj bi se še danes usklajeval glede proračuna, o katerem bodo razpravljali prihodnji ponedeljek na seji mestnega sveta. A očitno aktivistova prisotnost na občini tokrat zaposlenih ni motila. Zato tudi niso poklicali policije. Jašar pa je napovedal, da bo upor nadaljeval vse do izpolnitve zahtev. Na mariborskem okrajnem sodišču se je nadaljevalo sojenje 10 protestnikov, udeležencev decembrskih demonstracij v Mariboru. Tožilstvo jim očita sodelovanje v skupini izgrednikov, ki so uradni osebi preprečili uradno dejanje. Še pred zaslišanjem policistov so si ogledali posnetke policije, ki je snemala dogajanje z gradu in občine.
Po nekaj urah gledanja posnetkov tretje mariborske vstaje so bili zagovorniki obdolženih enotni. Gre za nedopusten manever tožilstva, ki se ves čas sklicevalo na posnetke kot dokazni material, na njih pa doslej niso videli niti enega od obdolženih. Tudi pozvali smo tožilstvo naj specificira oziroma konkretizira, kje, na katerih posnetkih je doviden. Odgovora nismo dobili. Tožilstvo se je absurdno sklicevalo na vzdušje. Veliko kritik je bilo tudi na račun slabe kakovosti posnetkov, ker se ne vidi niti čas snemanja. Večina izgrednikov pa je imela zakrite obraze. Ti posnetki policije ne dokazuje ničesar. Nihče od teh, ki so danes obdolženi, ni viden na teh posnetkih in tako s takimi posnetki bo težko pa tožilstvo vrglo njihove zagovore. Ob tem pa se sprašujejo, ali bodo morali med posnetki namesto tožilstva kar sami iskati dokaze. Vsi dokazi, ki smo jih vložili, so za nas relevantni, bili so predloženi, tudi obrazloženi, tako da sodišče jih danes izvaja. Tako se je med dokaznimi posnetki znašel tudi tale kozel. Na naslednji obravnavi je predviden še ogled helikopterskega posnetka, kjer bo obramba predvsem osredotočena na premike policijskih kordonov. Skoraj 3 mesece po katastrofalnih poplavah v Podravju država v nasprotju z obljubami še vedno ni poravnala niti stroškov intervencij. Teh je bilo za več 100 000 evrov in so dodatno izpraznile že tako obubožane občinske blagajne. Župani prizadetih občin zato ne vedo več, kam naj se obrnejo, saj vlada v decembra sprejetem sklepu ni določila odgovornosti in časovnice poplačila škode in intervencij. Obuti v salonske čevlje so si predstavniki vlade v začetku novembra ogledovali od poplav opustošene in zamuljene kraje ob Dravi ter predstavnikom občin in ljudem obljubljali pomoč. Situacija v državnem proračunu ni rožnata, vendar bomo postrgali po vseh možnih rezervah, tako da bo ta pomoč prišla čim prej. In to strganje traja že skoraj 3 mesece, saj država ni poplačala niti stroškov intervencij. Teh so imeli v občini Duplek za 120 000 in občini Gorišnica za preko 400 000 evrov. V teh časih prav gotovo to pomeni velik hendikep pri izvajanju tekočih nalog in pa predvsem izvrševanju proračuna oziroma investicij, ki jih predvidevamo v letu 2013. Bil je tu gospod Bogovič, bil je tu gospod Černač, bil je tu tudi gospod Pahor, takrat in seveda vsi so nekaj obljubili in upam, da bo se iz tega nekaj stržilo, da ne bo samo tresla se gora, rodi se miš. V obeh občinah je sicer skupna ocena škode okoli 22 milijonov evrov, v celotnem Podravju 346 milijonov. Do zdaj pa so opravili le najnujnejša sanacijska dela. Nimamo pretočnosti tiste, ki bi moralo imeti. In kolikor bo prišlo zdaj do hitre odjuge, ker vidite, koliko imamo snega, bomo mi ponovno pod vodo. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa naj bi v obravnavo program sanacije vladi predložilo šele v drugi polovici meseca marca. Poslanka SDS-a Alenka Koren-Gomboc trdi, da spričevala o srednješolski izobrazbi ni ponaredila. Zato tudi pravi, da ne bo odstopila z mesta poslanke. In že smo pri vročem političnem dogajanju. Koalicijski partnerji so se po srečanju v ljubljanski vili Podrožnik, ki se ga je udeležil tudi premier Janez Janša, razšli brez pojasnil o nadaljnih poteh iz politične krize. Sestanek za zaprtimi vrati je sklicala predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak, ki poskuša pomiriti strasti in ohraniti koalicijo. V SDS-u so danes ponovili, da sta premier Janša in stranka že 9. januarja povedala, kaj bodo storili in da so zdaj na potezi tisti, ki so postavljali ultimate. Danes namreč poteče ultimat, ki ga je Državljanska lista postavila premierju po objavi poročila protikorupcijske komisije o spornem ravnanju Janše, naj odstopi, sicer iz koalicije odidejo sami. Koordinacija sindikatov javnega sektorja pravkar med popoldanskim srečanjem še zadnjič pregleduje, ali je vse pripravljeno za jutrišnjo stavko. Dogovarjajo se tudi za nadaljevanje stavke po dejavnostih po sredini stavki. Janez Posedi, vodja koordinacije sindikatov, je povedal, da bodo vse dejavnosti selektivno izbrale tiste dneve, ki prinesejo največ učinkov. O polnoči se tako začne enodnevna stavka, razen policije in carine, ki sta napovedali daljše stavkovno obdobje. Bistvo stavke v izobraževanju je zmanjševanje mase plač, ki je hkrati grožnja, takojšnje odpuščanje tehničnega, pozneje pa tudi strokovnega osebja, pa pojasnjuje glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj.
S tem je zavrgel teze Ministrstva za šolstvo, da so standardi in normativi umaknjeni, kar naj bi pomenilo, da tudi razlogov za stavko ni več. Ministrstvo za izobraževanje objavlja razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2013-14. Razpis bo prvič izšel samo v elektronski obliki, zato je bilo več časa za usklajevanje o številu vpisnih mest na šolah. Manj prostora naj bi bilo na gimnazijah, nobena šola pa v novem šolskem letu naj ne bi imela več oddelkov kot letos. Sinoči se je v mariborskem kinu Udarnik s filmom 5 rezin srca začel filmski cikel dokumentarnih ponedeljkov. Film je posnela 3-članska ekipa Življenja na dotik in pripoveduje zgodbo portugalskega Guimarãesa, ki je bil lani ob Mariboru Evropska prestolnica kulture. Le en teden v poletju so Nina, Marko in Urban potrebovali, da so se seznanili z Guimarãesem in posneli ogromno materijala tega meseca, o katerem njegovi prebivalci govorijo s ponosom, že skoraj z lokalpatriotizmom, hkrati pa iz njih veje tudi izjemna strastnost. Slednja je očarala ustvarjalce filma. Se nismo toliko osredotočili na same kulturne dogodke, ampak bolj na nek utrip mesta, duh mesta, dušo mesta na nek način. Zanimal nas je recimo nekdo, ki je kreiral logotip Evropske prestolnice kulture, se pravi dizajner, pa tudi kakšni drugi liki, recimo taki, ki uporabljajo ta logotip, recimo zato, da ga tetovirajo na človeško kožo. Kot se izrazi Urban, je bil dokumentarni pol ure trajajoči filmček pravzaprav gverilska akcija snemanja. Pri tem pa so sledili temam, ki so jim tudi sicer med letom in delom v Mariboru kot Evropski prestolnici kulture in v projektu Življenje na dotik. In sicer je to strah, čudno, strast, kultura in lenoba. 5 rezin srca. Mimogrede, srce je bil logotip Guimarãesa kot Evropske prestolnice kulture 2012, je tako poklon mestu in njegovim ljudem skozi prizmo 3 ustvarjalnih mladih. Na nek način hočemo v tem filmu igrati mogoče na prvo žogo primerjave med Mariborom in Guimarãesom. To je samo en majhen delček. Drugi, bolj kompleksen je pa ta, da smo šli tja v bistvu posneti nek portret mesta, ki živi z Evropsko prestolnico kulture v tem letu. V bistvu meni je bil dokumentar zelo všeč, ker je pokazal en drug pogled na mesto, ne kot turistično, ampak res z vidika kulture. To imamo, pa to smo. I really like this Portuguese lifestyle and the way they live. It was a little bit humor in it, you know. It was not just a documentary, it was more than that, you know. Na svetovnem prvenstvu v rokometu si je Slovenija z včerajšnjo zmago nad Egiptom zagotovila nastop v četrtfinalu. Čeprav je vodila od začetka do konca, je bilo v njeni igri preveč nihanj. Glede na to, da se bo jutri pomerila z Rusijo, bodo morali njeni člani prikazati konstantnejšo igro. V jutrišnjih četrtfinalih bodo igrale še Danska in Madžarska, Francija in Hrvaška ter Nemčija in Španija. Glede na to, kako se je tekma odvijala, ne morem biti nekaj pretirano zadovoljen. Ne glede na to, da je to zgodovinska uvrstitev, pa detko, to je bila danes tekma, katero mi, če ne bi bilo te uvrstitve, nismo odigrali kvalitetno in nismo odigrali dobro. Se pravi, bilo je neodgovornosti, vsega je bilo, tako da se moramo kar fejs spomenuti. Medtem ko bodo v prvi ženski odbojkarski ligi odigrali še 3 kroge prvega dela, so do zadnje tekme rednega dela prišli v prvi moški ligi. Najboljše izhodišče za drugi del so si priigrali odbojkari Salonita, ki so v 13. krogu s 3-0 premagali igralce Maribora. Slednji so dolgo časa vztrajali na prvem mestu. Zatem so začeli počasi drseti po lestvici in se zaustavili na 3. Ali bodo na njem ostali tudi po zadnjem krogu, v katerem bodo gostovali v Kranju, ali pa jih bodo prehiteli igralci Šoštanja, bo znano v soboto. V vsakem primeru so si Mariborčani že zagotovili igranje v boljši modri skupini. Vse pa vidi v takih težkih tekmah, da še fantje nimajo kilometrine. Upam, da to take tekme s pridom izkoriščajo, da nekako tiste ključne točke dosegamo mi v naslednjih tekmah, kar bi lahko privedlo tudi do nekega boljšega rezultata. Težimo k zmagam, seveda bo to zdaj vedno težje, vedno boljše ekipe prihajajo, še posebej v težji skupini, tako da jaz se teh tekem veselim, verjamem, da tudi mlajši fantje. Ne glede na izide zadnjih tekem so si prvo mesto v prvem delu državnega prvenstva priigrali odbojkarji Salonita. Tudi zaradi tega dejstva so se že pred časom pričeli pripravljati na drugi del. Malček je prišlo do padca, kajti tudi začeli smo malček
močneje trenirati in v fitnessu in kondicijskih treningov malo več, tako da je povsem normalno, da smo sedaj padli v formi, vendar pa bomo pravi zagotovo v modri skupini. Do konca rednega dela v ženski srednjeevropski ligi bodo Mariborčanke odigrale še 4 tekme. Ključna za osvojitev 3. mesta bo jutri na Reki. Težko bo, to pričakujemo, vsaka tekma v tem tekmovanju je težka. Mi se bomo maksimalno potrudili in se zagotovili to 3. mesto, ki nas bo peljalo v Final Four. V petek bodo v Maribor prišle zadnje uvrščene Spličanke, naslednjo soboto pa prvo uvrščene Dunajčanke. In kot trenutno kaže, se bodo v polfinalu zaključnega turnirja pomirile z odbojkaricami iz Kamnika, ki so si praktično že zagotovile 2. mesto. Za strelci z zračnim orožjem, ki tekmujejo v slovenskem pokalu, je 4. krog. Po njem je zračno pištolo v vodstvu strelsko društvo Dušan Poženel, zračno puško pa Olimpija. Prvič v zgodovini tega tekmovanja so se pomerili na elektronskih tarčah. Sistem tekmovanja spominja na tistega, ki so ga za mednarodne turnire sprejeli v Svetovni strelski zvezi. To pomeni, da so za 15 minut skrajšali čas, ki je na voljo streljcem v osnovnem delu. Najboljših 8 jih nato napreduje v finale, v katerem še vedno upoštevajo rezultate iz prvega dela tekmovanja. Tako kot v preteklosti imajo v finalu na voljo 10 poskusov, s tem, da se izpadi posameznih strelcev pričnejo po 4. seriji. Zmagovalec tekmovanja v Kidričevem si želi, da bi tudi finale izvajali po novih pravilih Mednarodne strelske zveze in po katerih ima najboljši strelec na voljo 20 metkov. Meni se ne zdi zahtevnejši, večji poudarek je na finalnem rezultatu. Redni rezultat se briše, finalni rezultat odloča vsem. Konec koncev smo se izenačili z ostalimi športi, tudi atletiki te nič ne nuca, če pred tekmovanjem laufaš svetovni rekord, v finalu moraš zmagati. Kar se tiče slovenske reprezentance z zračno pištolo, sta si doslej udeležbo na letošnjem evropskem prvenstvu zagotovila Tkalec in Kunšek. Tekmovanja nas kalijo, da dobimo debelo kožo za tekme na mednarodni sceni, kjer moraš res imeti dobre živce in tule jih malo dobivaš zraven. Tkalec je v Kidričevem zadev 386 krogov, katerim je v finalu dodal še 98,5 krogov. S puško pa je blestela Živa Dvoršak, ki je še enkrat dokazala, da se nahaja v vrhunski formi. V rednem delu je dosegla 399 krogov, katerim je v final dodala še 104,7 krogov. S tem je napovedala, da bo na evropskem prvenstvu, ki bo na Danskem, ena izmed tistih strelk, ki lahko v začetku marca odkrito računajo na medaljo. Tja bo odpotovala še Nina Juvan, ki je bila v Kidričevem druga najboljša posameznica in je na koncu osvojila 5. mesto. Tisti, ki se še niso uvrstili v reprezentanco, pa bodo poskušali doseči normo na prihajajočem mednarodnem tekmovanju v nemškem Münchnu. Začele so se slovesnosti o 50. obletnici podpisa Elizejske pogodbe, ki je postavila temelje sprave in prijateljstva med Francijo in Nemčijo. Uvod v prazničen dan se je začel na francoskem veleposlaništvu, kjer je francoski predsednik sprejel nemško kanclerko, sledijo pa srečanja parlamentov in vlad. Zdaj pa še v Belgijo, Švico in ZDA. Finančni ministri držav v območju evra so za novega predsednika evroskupine pričakovano imenovali nizozemskega finančnega ministra Jeruna Dijsselbloema, a v nasprotju s pričakovanji odločitev ni bila soglasna. Za presenečenje je poskrbila Španija, ki Nizozemca ni podprla. Razlogi za zdaj niso znani. Na tisoče podpornikov ameriškega predsednika Baracka Obame, ki je prisegel za drugi mandat, je noč preplesalo v konvencijskem centru v Washingtonu. Ob spremljavi znanih glasbenikov se je zavrtel tudi predsedniški par in bil deležen velikega navdušenja. Michelle je za priložnost izbrala rdečo obleko istega oblikovalca kot pred 4 leti. V mondenem švicarskem zimskem letovišču Davos se začenja letošnje srečanje Svetovnega gospodarskega foruma. Predstavniki iz sveta politike in gospodarstva bodo med drugim razpravljali o krizi v območju evra, prihodnosti Evropske unije, posvetili pa se bodo tudi razmeram na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki. Italijanski nogometni zvezdnik Alessandro Del Piero in ameriški filmski igralec Patrick Dempsey, znan po nanizanki Talenti v belem, sta na spletnih straneh potrdila skupno udeležbo na tradicionalni avtomobilistični dirki 24 ur Le Mansa. Patrick Dempsey je strasten ljubitelj bencinskih športov, ki ima že več let svojo tekmovalno ekipo Dempsey Racing, zdaj pa se je z vstopom Del Piera oblikovala ekipa Dempsey Del Piero Racing. Dempsey na dirkah tudi uspešno nastopa, ob njem pa bosta v ekipi za Le Mans še Joe Foster in Michael Avenatti.
Zmerno do pretežno oblačno bo, ponekod po nižinah bo večji del dneva megleno. Temperature bodo sprva od -6 do -1, ob morju okoli 3. Čez dan od 0 do 3, ob morju do 9 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno. Občasno bo rahlo snežilo, po nižinah Primorske pa rahlo deževalo. Zapihala bo zmerna burja. V petek bo še oblačno, a suho. Ob slovesu pa še vabilo, da ostanete na našem sporedu. Hvala za pozornost in lahko noč.